Pa jaz gledam, čak, kva je to? Mater, se če bi gledal sam tale konc, bi skoraj lahko rekel, da gre za enega Lambota, a? Predaleč sem šel v prost. Taki listi ste vi Toyota, a? Skriti predalčki, vohunske fore. Dobar, to mi je všeč. Lej, zgodba gre takole, hodim po avtomobilskem salonu v LA-ju in tako nadaleč, dajmo reči na 40-50 metrov, zagledam en športen avto. Pa jaz gledam, čak, kva je to? Zdaj se mi je, da je Japonc, pa začnem hoditi proti njemu, pa v mesti grejo ljudje čez, pa na koncu pa zgledamo Toyota značko. Bil je ta nov Prius, jaz sem, čak, kva? A ga vidiš? A je tak malo odbit? Pa se obrnete pa 2 meseca, pa dobim vabilo s Toyote, pa pravijo, Ciril, ta nov Prius je zdaj prišel pa že v Evropo, a bi ga šel pogledat, a bi ga šel pelat. Ja, vala sem rekel ja, ka imaš ti opravka s pionirjem. Je to priložnost, ki je ne smeš zamuditi. Veš, v tej avtomobilski zgodbi, v katero so vpleteni vsi avtomobilski proizvajalci, pa tudi vsi kupci, pa vsi, ki avte spremljajo, Prius igra precej pomembno pionirsko vlogo. Veš, prva generacija je bila dejansko pionirska, prvi hibrid. Danes smo pa tukaj, kjer smo. Več kot 24 milijonov prodanih Prius, ampak preden gremo naprej, preden ti pokažem novo, 5. generacijo, pa razložim, zakaj je spodnji del takole hecen pofarban, te najprej povabim v en tak hud časovni stroj. Gremo nazaj. V leto 97. Stari, poglej, kako se je Toyota potrudila. Sem v Atene, v Grčijo, so pripeljali vse predhodne Priuse, torej 1., 2., 3. in seveda tudi 4. generacijo. Zato mislim, da je prav, da si vsakega na hitro pogledamo, da vemo, kje smo, pa odkot prihajamo. Leto 1997 se je pisalo, ko so ta prvega na cesto spravili. 3 leta pozneje pa prišel tudi v Evropo. Valjda zgleda hecen, mogoče celo malo neroden, ampak ne pozabi, brez ta prvega niti drugega in tako naprej. V tem pogledu je bil ta prvi Prius zelo, zelo pomemben. Tudi Toyota si je precej drznila, ko ga je na cesto dala, ne? Pa seveda ti ga bom pokazal tudi od znotraj. Evo, dobrodošel v leto 1997. Mater. Dobri materiali, stari. In ko avtomobilska znamka naredi to, vloži trud, da ti vidiš, da lahko občutiš, kaj je bilo prej, kakšen je bil feeling, da narediš kakšen kilometer, je pismo, pol ti je veliko bolj jasen ta prehod iz prve na drugo, na tretjo. Kje so naredili kakšno spremembo, kje so ostali na istem, recimo volan 2., 3. generacije, mislim, da je kar copy-paste. Torej, ko je prva generacija ven prišla, sem bil 16-letni škorc, pa že ta prvi je imel digitalne merilnike, ne tle pri volanu, ampak kar na vrhu armaturne plošče, poglej. Ročka je pa tudi, kar bi človek rekel, malo posebna, precej štrli, ampak lej, to so začetki. Tudi, ko gledaš moje prve vloge, ki rečeš, stari, a resno, ja, moraš nekje začeti, da se lahko pa učiš, pa greš naprej, ne? Pa, rikverc, neutralno, drive, pa še brake regeneration, or hybridnation. Pa mingrede, ne, če že govorimo o optimizaciji prostora, poglej, 1-2 cup holderja, nič več. Tole pa Prius 2. generacije. Če se ne motim, je na trg prišel leta 2003 in bil nekaj časa celo edini avtomobilski hibrid na voljo za nakup. To je tudi avto, ki se na tej časovni premici malo že križa tudi z mojo novinarsko kariero. Pa še en fun fact, voz ga moj stric iz New Yorka, zdaj že ima 100 let, koliko se meni zdi, in je z njim še vedno zelo zadovoljen. Seveda bomo vse Priuse pogledali tudi od znotraj, da si boš predstavljal, kako je potekala evolucija, na določenih trenutkih tudi revolucija njegove kabine. Prius je vedno bil hud oblikovni posebnež, ne samo v kabini, tudi in predvsem po obliki karoserije. Se veš, v povečevanju varčnosti in ekonomičnosti se mora nujno prilagoditi tudi oblika in v to poglavje sem pa tja pa pašejo tudi tisti stisnjeni zadki, da ne rečem kapljičaste oblike, ki pripomorejo k temu, da je količnik zračnega upora manjši. In prepričan sem, da je mrzdo med vami že sedel v tej kabini ali pa celo doma vozite katerega od Priusov 2. generacije. Glasite se zdaj, kaj vam je narodno? Koliko vam bo rab? Dej, kaj me zanima. Poglej, tole je pa Prius 3. generacije. Na trg je prišel 2009, kmalu za njim je Toyota že začela ponujati še druge hibride, recimo Yarisa, pa RAV4. Pa dajmo vršiti oko še na tole armaturko. Mater, se mi zdi, da je bilo včeraj, ko sem sedel prvič v ta avto, ki je prišel na trg, volan zelo podoben tistemu v 2. generaciji, sicer pa zelo dvignen tale sredinski greben. V enem trenutku se je Toyota zalubila v te visoke grebene, se spomniš, tudi Auris ga je imel. 2012 se je zgodila pa še ena pomembna prelomnica za Priusa. Prvič je bil na voljo kot plug-in hibrid, torej priključni hibrid. No, zdaj smo pa tik pred zdajci. Tole je 4. generacija Toyota Prius. Najbrž jo prepoznaš hitro, tudi ta avto je bil, predvsem kar se samega dizajna tiče, že precej eksplozivno
ekspresiven, da ne rečem športen. Še zdaj se spomnim enega precej zanimivega podatka, ki smo ga zvedeli takrat na predstavitvi tega avtomobila, in sicer, da je Toyotin logotip pri Priusu 4. generacije nameščen nižje kot pri Toyoti GT86. Zanimiv podatek, ne? Pa še ena zelo pomembna stvar. Prius 4. generacije je bila prva Toyota s platformo TNG, ki je za Toyoto spremenila ogromno, ne samo v povezavi s Priusom. Na to platformo je kasneje Toyota postavila še CHR-ja, pa Corollo, pa RAV4. No, o tej platformi oziroma o njeni posodobljeni izvedbi, ki je našla dom v novem Priusu, se razgovorim še pozneje. Torej, da se razumemo, tu je v tem trenutku še aktualni Prius, ki se pa poslavlja, pa da ti ga pokažem tako kot ostale še znotraj. No in s tem kadrom zaključujem pogled v preteklost Priusa, zdaj pa čas, da gremo v prihodnost. Za nalašč nadaljujem s tem kadrom, da si lahko videl neposredno primerjavo razlike v obliki armaturne plošče. Torej, nova 5. generacija, kakšna je, kako se pele, kaj zna ponuditi, v čem je različna od prejšnje, predvsem pa kva za hudiča so tele nalepke. Veš, avtomobili, ki jih vozimo, so pravzaprav prototipni, nikakor serijski, s parimi softverskimi pomanjkljivostmi, pa še parimi pomanjkljivostmi, ki se bojo uredile, tako trdijo Toyotini inženirji, ki sem jih tukaj srečal in sem z njimi govoril, do takrat, ko na cesto pride serijski Prius. Je pa zanimiv, ne, ker se avtomobile testira. Ko imaš ti upravka s prototipom, da ne rečem s testno mulo, je včasih celotna karoserija takole prefarbana, pravzaprav prelepljena. Poglej, tole so take nalepke. Se vem, avtomobilisti to že veste, ne? Ampak za tiste, ki pa ne veste, zakaj so tako počičkani v različne vzorce, zato da ti avto vidiš ali pa celo fotografiraš, da se ne da razbrati, kljub temu, da ga vidiš, tiste njegove prave oblike, detajlov, ki konec koncev naredijo avto. Zdaj so pa že na voljo za novinarsko samplanje, kar smo tudi naredili, naučili smo se pa tudi veliko. Pa po moje res najboljš, da ostanemo pri obliki, ki je tako zelo drugačna. Poglej, na kakšen način se pločevina oziroma plastika upogiba tukaj pri žarometu. Poglej recimo, kako je nos oster, drugačen in kako se ta klinasta oblika nadaljuje prek stebrička. Mater, se če bi gledal sam tale konc, bi skoraj rekel, da gre za enega Lambota. Predaleč sem šel v prost. No, ampak to simpatiziranje s kupejevsko obliko je hudo evidentno. Konec koncev so zelo atraktivna tudi kolesa. Poglej, kljuka zadnjih vrat je skrita semle v vogal, pridemo pol do prostorov v kabini, pa se dajmo posvetiti še zadnjemu modelu. Poglej, kako je zašiljena karoserija tukaj, tale konc me spominja celo malo na tisto linijo od Supre, a se strinjamo? Padajoča streha, veš, kaj pomeni, ne? Omejitve pri prtljažnem prostoru, mimogrede, ne? Kufra je vsem, bravo Ciril za polover, kufra je vsem za 33 litrov več, kot ga je bilo pri prejšnjem priključnem hibridu. Dobro, Ciril, ampak zakaj govoriš o priključnem hibridu? Kaj pa navaden hibrid? Ja, ta tudi bo sam v Slovenijo, pa v Evropo ga pa ne bo. Tudi zadek se bohoti od tele nalepkaste popestritve. Mislim, moram reči, da tole zgleda kar kul. Mislim, če veš, s čem je povezan, pa temu pripopaš še malo te element skrivnostnosti, pa tako naprej. To sploh beseda. In ko smo zaključili pogovor z inženirji, sem jaz še eno vprašanje, prosim, kdo je botroval takšni izrazito športni obliki? A so bile to želje kupcev, ali je to del tistega, ki Toyota obljublja no more boring cars? No, to je bil pa trenutek, ko se je oglasil glaven inženir, vodja projekta Prius in se je zasmejal, pa je rekel, no, jaz imam pa eno zgodbo. Sem rekel, a ja? Kakšna pa je ta zgodba? Veš, zdaj se mi je, da je z izjemnim ponosom poudaril, da je ta oblika pravzaprav na nek način njegovo maslo. Ne, saj on ni oblikovalec, ne, ampak on je bil tisti, ki se je zavzemal za to, da bi tudi Prius postal bolj dinamičen. In pol, ko se greš pa zakopati malo globlje, ne, pa te zanima, zakaj hudiča. Razumem, da Toyota s svojimi zadnjimi avtomobili gravitira bolj k športnosti, ampak se mi zdi, da je moral biti še neki. Ja, pa valjda, da je bilo. Veš, v čem je bil hec? Ja, v čem je bil hec? Tip je športen zanesenjak. Njegova najljubša Toyota je Toyota MR2. Privatno voz natunano oranžno GT86, ki je mimogrede sam po peglu prilagodil svojim preferencam. Tip konstantno obiskuje dirkališča, izpostavil je pa en poseben moment. Je rekel, da je prvi mož Toyota, gospod Toyota, vsem želel Priusa videti v bolj taki zadržani obliki, ampak so se mu postavili po robu. Rezultat je pa tole. No, Toyota se pa seveda ni posvetila samo dizajnu, izdaten trud so vložili tudi v vozno dinamiko. Zdaj, da sem jaz sploh predpogoj prčkat po vzmetenju po blažilnikih, je bilo to, da so platformo nadgradili oziroma ustrezno izpopolnili, prepravili na novo generacijo. No in ta platforma, na kateri se ta nov Prius pele, je strukturno rigidnejša, kar pomeni, da je torzijsko bolj vzvojno toga, pa ne sem to tudi za 24% lažja. Ok, zdaj pa imamo osnovo, na
kateri lahko gradimo in delamo avto, katerega vozne lastnosti morajo upravičiti ta šarf videz. Se strinjaš? No, ajde pa da malo umilem zadevo, pa da ne boste pričakovali preveč. To ni izrazit športnik. Prius ostaja Prius, varčen in vse ostalo, pridemo do pogonskega sklopa pol. Je pa res, da se pele zelo lahkotno, da je krmiljenje, ko enkrat prestavaš v program Sport, zares čudovito povratno z informacijami, da uživaš lahko z njim tudi v ovinkih, še bolj kot si prej. Prejšnji Prius se ni slabo pelil. Ampak imel si pa občutek, da v ovinkih, mislim, da mu ne ležijo najbolj takrat, ko se tebi zagre. No in tukaj v okolici Aten smo odpeljali par ovinkov, tudi precej hiter, in jaz sem bil s tem, ker mi je v vozniškem smislu ponudil zadovoljen. Skoraj prepričan sem, da bo enakega mnenja velika večina voznikov, ki se bodo z njim srečala, predvsem se mi je zdel pa tudi stabilen, celo zadek hoče mal takole narediti, takrat, ko prideš v zavoj malo na ostro, zadnji moment zaviraš, pa obrneš volan. Ok, zdaj se dajmo posvetiti pa pogonskemu sklopu oziroma komponentah, ki ga poganjajo. Prej sem omenil, da običajnega hibrida v Sloveniji ne boš videl. A veš, je tako, da je Toyota razmislila in rekla, čakaj se malo, klasični hibridi, tukaj imamo že Corollo, pa še marsikaj drugega. In to je tudi eden izmed razlogov, da bo tale avto na voljo samo kot priključni hibrid, številke so pa take. Klasičen del pogona predstavlja 2-litrski bencinar tukaj v nosu. Skupna sistemska moč je 223 konjev, do 100 porab samo 6,7 sekunde. Kapaciteta baterije, katere lokacije ostaja na enakem mestu, torej pod zadnjim sedežem, je 13,6 kWh. Električnega dosega naj bi bilo pa za švoh 70 km, kar se nekako sklada tudi s porabo, ki smo jo dosegli na prvi vožnji. Torej, Prius je veliko bolj zmogljiv, kot je bil. Meni je recimo zanimivo tudi odločitev Toyote, da kot lansirno barva uporabi tole rumeno. Rumena je taka zelo živahna barva. Z marsičem sporočajo, da je prišlo do enega takšnega velikega premika v tem, kaj avto zna tudi ponuditi, poleg seveda varčnosti. Dobro, pa storjeno je bilo kupenih takih manjših posegov, še ko avto celostno optimizirajo. Ne vem, krmilna enota je zdaj nameščena direktno na vrh pogonskega sklopa. Konverter je vanjo integriran, je lažje, učinkovitejša, pametnejša. Zdaj pa poglejmo delovno okolje voznika. Na prvi pogled se ni prav veliko spremenil. Avto od znotraj ni načičkan, tale vmesnik zaslon je večji, je pač tista nov Toyotin vmesnik, ki smo ga komi čakali, je uporaben, hiter, preprost. Volan recimo je razmeroma majhen, mesnat, na obeh prečkah, razmeroma veliki gumbi, kar je itak značilnost Toyote, kar pomeni, da z njimi ni težko upravljati. Potem ni head-up displeja, zato ker je tale instrumentna plošča razmeroma majhen zaslon nameščen direktno pred oči voznika. Gledaš ga takole prek volana. Je pa res, da se moraš optimalno namestiti, zato da ti zgornji del volana merilnikov ne prekriva. Kaže ti pa osnovne stvari, doseg, hitrost, delovanje asistenčnih sistemov, pa tudi tukaj na levi strani lahko upravljaš z vsem tem, kar ti avto ponuja po tehnični plati. Spremljaš recimo lahko pretok energije, pa vklapljaš, izklapljaš asistenčne sisteme. Vse to je klasika. Greben je razmeroma visok, 2 cup holderja, odlagališče za telefone, 2x USB-C, čaka se, da tole tudi odpreti. Aha, poglej, opa, kaj pa je to? Še en globi predal pod njim, poglej. Kva kle piše? Stari, poglej, kaj dejansko piše Hidden Compartment. Taki listi ste vi Toyota, skriti predalčki, vohunske fore. Dobar, to mi je všeč. Kaj imamo še? Poglej, tukaj imamo možnost izbire različnih voznih programov. Najprej imamo Drive Mode, ki jo takole upravljaš. Razpolagaš s programi Custom, to se pravi pregledljivim programom, pa Sportom, Normal, pa Eco. Ok, potem prijemo pa do načinov izbire vožnje. Vidiš, ali izbereš avtomatski način, ali pa Hybrid oziroma EV Mode. Tukaj recimo ena zanimiva reč, ne? Ti lahko prvič pri Priusu izbereš tako imenovani strogi električen način, kar pomeni, da ne glede na to, kaj delaš s stopalko za plin, boš ostal na štromu, dokler ti želiš, ali pa lahko preklopiš v hibridni način, pa si del štroma oziroma tiste energije v ta veliki bateriji prehraniš za takrat, ko boš rabil. To bo predvsem prišel poštev za tiste ljudi, ki morda živijo ne v Sloveniji, ampak je v tujini, v mestnih središčih, ali pa morajo tja iti, kjer so prepovedani avtomobili z motorjem, notranje izgorevanje in tako naprej. Je pa res, da se moram še malo poglobiti v te načine delovanja, kdaj kaj izkoristiti, zato da ti optimalno izkoristiš avto oziroma pogonski sklop. Pa veš, kaj se mi recimo zdi še dober podatek, ne? Všeč mi je to, da je Toyota dala prednost atraktivni obliki pred aerodinamično učinkovitostjo. Valjda smo vprašali, kakšen je količnik zračnega upora in dobili številko 0,27, kar niti ni impresivno, ampak so na Toyoti rekli, ja, razumemo, šlo bi tudi manj, ampak nam je vsem pomembno, da avto tudi zgleda dobro in to, da znamka kot je Toyota na nek način kultnemu avtomobilu
prednost atraktivni obliki pred boljšim količnikom zračnega upora meni veliko pove o tem, koliko so zagnani, da poudarijo to, da je Prius še kaj več kot recimo avto za taksiste. A veš, kaj hočem reči? Dobro, pa še kakšna zanimivost, recimo lahko naročiš tudi Prius s solarnimi paneli na strehi. Dobro, to je zdaj tako, ne? Če imaš cel dan sonce, od jutra do večera, ti ta streha sposobna napolniti baterijo z koliko 7-8 km dosega. V teoriji, če bi imel ti avto en teden na soncu, kar se seveda nikoli ne bo zgodilo, bi se ti lahko baterija napolnila do konca. Okay. To ni toliko pomembno, kakor mogoče kaj drugega. Recimo, s kakšno količino prostora razpolaga tukaj voznik, predvsem pa tisti v drugi vrsti. Jasen je ta občutek, ne, da streha hitro pade, pa da si precej blizu roba, ampak se mi zdi, da vse ne bi smel biti problema, tudi za tiste, ki so malo višji. Pa imamo še v drugo vrsto, v tem trenutku je vozniški sedež naštiman name. Mislim, čuda, že ti ne moreš doseči, ne moreš ti pod sedeže napakirati baterijo, pa zraven narediti avto, ki je za koliko 4 cm nižji, ki je bil prej, pa to streho, pa to pač nekje ti placa more zmanjkati. Ni pa placa klenot mal, to pa drži. Samo tukaj ga bo hitro zmanjkati, če bo nekdo zares visok sedel. Ja, jaz mislim, da je to, kar se tiče prve vožnje, pa prvega srečanja s Priusom. Jaz upam, da sem bil s temi osnovnimi podatki dovolj izčrpen. Treba počakati, da se s Priusom ponovno srečam, da opravim daljše testiranje, pa se takrat bolj podrobno posvetim asistenčnim sistemom in tako naprej. Čeprav ti so oni uveljavljeni, ki jih že poznamo iz drugih, to je od konca tudi iz drugih avtomobilov. To so prav kamere, ki spremljajo, opozarjajo na hitrost, berejo prometne znake, se izogibajo, pomagajo pri zaviranju in tako naprej. Ok, blebetam, video je pa itak že, kje smo, 16. 17. minuta. To je to, folk. Lepo se imejte, hvala, ker ste gledali.